Na vratih samskega doma v Tržiču nas pričaka Hasan Balkić, utrujen od življenja in razočaran nam pove, da je popolnoma brez denarja. Nima niti za hrano, niti za pot domov k družini v Bosno. Zdaj bo jih kradi, zdaj bo mogli domov, malo s komu šel, če nimaš za avtobuse. Potem nas kolegi prav tako iz Bosne odpelje v nekaj kvadratnih metrov veliko sobo. Pokažejo nam prazen hladilnik in obrok, ki bo moral zadostovati za cel dan. To je Zdaj bo jih kradi, s komu šel domov, s komu. To imajo od Rdečega križa, ki dobijo. A na Rdeči križ gredo lahko samo enkrat mesečno, hrane ni dovolj, zato si vse, kar dobijo, delijo. 29. novembra smo išli prvič na Rdeči križ in so nam dali 3 vrečke makarona, 1 vrečko riže, pa 1 kilo moke. In pravijo, to imate 1 mesec. Za 1 mesec nemate več pravice, drugi mesec pa spet imate pravico. Njihova beda je že tako velika, da si hrano iščejo v smeteh. Enega centa ni v žepu. Enega centa ni za kruh. Ta so vremena prešla sami. Ni čudno, da je Hasan na koncu živci. To vse za živce. To je zdaj, kak je firma Rokul nam dal večjo dozo zdravnika. Vsega imajo dovolj tudi zaposleni na tem tehnikovem delovišču v Radovljici. Obiščemo jih ravno v času malice, ki pa je jutri verjetno ne bo več. Tehnik ima blokirane vse račune in podizvajalcem, tudi dobaviteljem hrane, ne more poravnavati računov. Ne bo se več vozil zaradi tega, Če ne bo plačan gotov, ne vem. Delavci za propad tehnika krivijo vodilne, tudi večinskega lastnika podjetja in enega od direktorjev v propadlem Preventu, Gorazda Faleta. Ta na Koroškem velja za uspešnega poslovneža, ki ga je letos obiskal celo Stanko Stepišnik, takrat še gospodarski minister. Seveda smo Faleta vprašali, ali je soodgovoren za propadanje tehnika in njegovih delavcev. Zadeve ni želel komentirati. Dejal je, naj se obrnemo na nekdanjega direktorja tehnika, zdaj člana nadzornega sveta Petrola iz kvote stranke SD Klemna Ferjančiča, a tudi ta danes zadeve ni želel komentirati.